Naslednjega govornika pa zagotovo ni potrebno predstavljati, ker ga ni nikogar, ki ga ne bi in to že zelo dolgo. Dr. Uroš Lipovšček, torej dolgoletni dopisnik RTV Slovenije, ZDA in zaščitke. Hvala lepa, tudi jaz bom improviziral, ker sem tudi jaz preveč napisal. In sicer moja tema je nova svetovna ureditev in se navezuje tudi na vprašanje svetovne organizacije, svetovne vlade, WHO-ja in tako naprej. Nova svetovna ureditev, takšna kot jo poznamo danes, je bila postavljena v Bretton Woodsu v Združenih državah Amerike pred koncem vojne 1944. Mogoče, kdo ne bi želel slišati to, kar bom povedal. In sicer, kot sem že rekel, ta nova ureditev je bila postavljena 1944. leta v Bretton Woodsu z enim namenom po vojni zagotoviti dominacijo Združenih držav Amerike kot glavne zmagovalne sile poleg Sovjetske zveze v drugi svetovni vojni. To je šlo za rule of law, in sicer zakone in pravila, ki jih bodo postavljale Združene države Amerike kot vodeča svetovna gospodarska sila. Takrat so imele skoraj 50% svetovnega bruto proizvoda, nadzorovale so Združene narode, vse agencije Združenih narodov in tako naprej. Ta sistem so potem neuvrščeni, ko so nastali, poskušali do določene mere omejiti v procesu dekolonizacije, ko so zahtevali vzpostavitev novega svetovnega gospodarskega sistema, ki bo bolj pravičen. Vendar neuvrščeni niso imeli nikakršne, imeli so politično moč, niso imeli pa gospodarske in finančne moči. In George Bush starejši je bil prvi ameriški predsednik, ki je začel razmišljati o novi svetovni ureditvi gospodarski, in sicer na ta način, da bi ZDA se šle v skladu s tem tokom in temi zahtevami, vendar le v okviru svetovne organizacije, zato da bi ZDA zadržale vodilno mesto. In tako se je tudi seveda zgodilo in tako je nastal tekom časa tako imenovani Washingtonski konsens. Kaj to pomeni? To pomeni, da so Združene države Amerike preko svetovnih teh organizacij in preko dolarja obvladovale svetovni finančni in gospodarski sistem. Ta sistem je deloval, dokler se ni na obzorju pojavila Kitajska in dokler se ni začel proces globalizacije. Globalizacija, namen tega procesa globalizacije ni bil vzpon Kitajske in zmanjšanje razlik med razvitimi in nerazvitimi, ampak predvsem zadržati vodilno vlogo ZDA in ostalih kapitalističnih držav v svetovnem gospodarskem sistemu. No, dokler so ZDA obvladovale 40% svetovnega bruto proizvoda, pa skupaj z zahodnimi državami več kot 50, je ta sistem deloval. Vendar v zadnjem času se je pa prišlo do spremembe, in sicer, da ZDA postopoma njihova relativna moč upada in dosegajo samo še približno 17% svetovnega bruto proizvoda, Kitajska pa samo 3%, manj 14%. Postavilo se samo vprašanje časa, kdaj bo Kitajska zahtevala enakopravno mesto oziroma participacijo v tem svetovnem gospodarskem sistemu, ki pa moramo povedati, da ta globalizacija je ustrezala Kitajski in je omogočila izhod iz najhujše revščine. Zakaj? Ker so bili Kitajci pripravljeni delati za 50 ali 100 dolarjev, in to je ena varianta, in drugič, ker so dohodki v Združenih državah Amerike v zadnjih 30-40 letih vse bolj padal, je kapital se začel preusmerjati na manj razvite države, na Kitajsko in drugam, svojo industrijsko proizvodnjo, in na ta način so Kitajci s pridnostjo in s tem prišli na plano. Vendarle, namen tega ni bil tega sistema razviti Kitajsko,
ampak je bil zadržati vodilno vlogo ZDA in ohraniti visoke profite ameriških korporacij. Sam to en podatek, da en iPhone, ki ga proizvedejo na Kitajskem, stane recimo $1000 v Ameriki, od tega dobijo Kitajci samo $10 in od tega $6 dobi korporacija, samo $4 dobijo delavci za svoje delo. To pomeni, gre za izkoriščanje in tukaj je prišlo do seveda tega, da se je Kitajska svojo gospodarsko močjo začela zoperstavljati tudi dominaciji dolarjev in Združenih držav Amerike. Američani so to opazili in so ugotovili, da seveda, da oni z nenehnim samo inflatornim financiranjem in dolarje ne bodo mogli zadržati svetovnega gospodarskega prvenstva, zato so začeli se ukrepati še bolj tudi še v evropske države. Njihov cilj je si v trenutno sedanjem času popolnoma podrediti Evropo. Zakaj? Ker se je Evropa preveč povezovala energetsko in po tržišču z Rusijo, preko tega bi lahko se prišlo tudi do večjega trgovanja s Kitajsko. Kitajska je že postala največji gospodarski partner Evropske unije in če bi prišlo do tega povezovanja trgovinskega, gospodarskega, bi absolutno odpadle, bi Združene države Amerike odpadle. Zgubile bi svetovno hegemonijo. Zato so se Američani odločili, da tega ne bodo dovolili in so se odločili podrediti Evropo. Pred 3 tedni nekaj takega je RAND, to je ameriška korporacija, ki izdeluje poročila in analize za Belo hišo, CIA in tako naprej, objavila eno poročilo, za katerega ni jasno, je pravo, ni v RAND-u, zanikajo, da ga niso izdelali, ampak vendarle iz tega sporočila izhaja, da so, in to je bilo objavljeno že 25. januarja, da so Združene države so jih priporočili ameriške administraciji, naj na vsak način vpletejo v vojno v Ukrajini tudi Nemčijo, ker če bo Nemčija v to vpletena, bo postala odvisna. In po drugi strani bodo oni tudi preprečili uvoz nafte in vsega tega iz Rusije. In ta proces se je nadaljeval. In zakaj? In Nemčija je stopila v ta škodnik. In moram reči, da me zelo čudi, da mediji, tudi slovenski, govora nemškega kanclerja Scholza na Karlovi univerzi v Pragi 29. avgusta sploh ne omenjajo. On je pa tam napovedal praktično totalno revizijo Evropske unije. In sicer kaj? Zavzel se je za to, da se bo odpovedalo sistem konsenza, to pomeni načelo preglasovanja, kar pomeni, da bodo male države izgubile kakršenkoli vpliv pri odločanju, in drugič napovedal je, da bo Nemčija prevzela vojaško vodstvo v Evropi oziroma poveljstvo sil za hitro posredovanje, ki naj bi bodočnosti štele, ne vem, okrog 300 tisoč vojakov, in to so seveda Nemci podkrepili s tem, da so dali program $100 milijard evrov, ki jih bodo vložili v oboroževanje. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da se Nemčija o tem sploh ni pogovarjala z nobeno državo, niti s Francijo, to največjo zaveznico, in drugič, da imamo že tretjič v zadnjih stoletjih, smo pričali dejstvu novi militarizacije Nemčije. Kaj to pomeni v prihodnosti, bomo mi šele videli, ampak dejstvo, da so se Nemci začeli tako dejavno vpletati v ukrajinsko krizo, ne obeta nič dobrega. Zakaj ne? Zato, ker Nemčija absolutno zaradi svoje zgodovine nima nobene najmanjše moralne pravice, da bi pošiljala orožje, tanke in ne vem kaj v Rusijo, ker je zakrivila smrt 27 milijonov sovjetskih držav. Evropska politika je pred Američani pokletnila do te mere, da se je vključila v to vojno v Ukrajini, ki je
veliki meri tudi posledica dejstva, da Zahod in NATO, ki se je širil na vzhod, ni upošteval nobenega zakonitega in legitimnega varnostnega interesa Rusije. Če bi prišle ameriške rakete stacionirane tam nekaj v Ukrajini, je 3 minute do 5 minut rabijo do Moskve, da pridejo. Skratka, niso absolutno upoštevali teh varnostnih interesov in Rusija je odgovorila tako, kot pač ruski medved zna, pač z vojaškim napadom. Ampak cilj tega, kar se sedaj dogaja, upamo, da se ne bo spremenilo to v atomsko vojno, pa je, končni cilj je pa Kitajska. Podrediti Kitajsko, ker je Kitajska edina sila na svetu, ki se je sposobna zoperstaviti ameriškemu monopolu in ameriški hegemoniji. To pomeni, to je namen sedanje ameriške politike, ki upajmo, da ne bo uspela. V zvezi s tem je pa se zgodilo še nekaj, da se je ustavil skoraj popolnoma proces globalizacije, ki jo je poosebljala konferenca v Davosu in nastaja pa 2 skupini držav. Znova smo priča neki bipolarni ureditvi sveta, tako kot v času hladne vojne. Na eni strani imamo zahodne države z Ameriko, pa tukaj so še Avstralija, Kanada, Južna Koreja in Japonska, to je ena skupina držav. Druga skupina držav, ki nastaja, je pa v okviru Šanghajske skupine in v okviru držav BRICS, to pomeni teh držav, ki jih vodi, katerih je glavna Kitajska, in tukaj nastaja pa tako imenovani pekinški konsens. Bistvo pekinškega konsenza pa je omejiti monopolno moč zahodnih državah v svetovnem gospodarstvu, s tem, da bi se odpovedali dolarju kot vodilni svetovni valuti, da to ne bo več edina podlaga, ker Američani s tem, kar sedaj delajo, ta inflacija, vse to, kar je, oni tiskajo dolarje in mi vsi plačujemo ameriške vojaške baze in ameriške vojaške posege po svetu. To pomeni, imamo en proces, ki je zelo nevaren. Nevaren je pa zato, ker med tema 2 skupinama ni praktično nobenega sodelovanja, ampak gledano z ameriške strani celo neprestane konfrontacije. Na eni strani so ZDA praktično že skoraj neposredno v vojni z Rusijo v Ukrajini, s temi svojimi pošiljkami orožja in seveda tudi druge evropske države, ki imajo tam svoje tudi vojake, o katerih se tukaj nič ne govori. To so britanski vojaki, francoski vojaki, Američani, ki uporabljajo HIMARS in tiste rakete, ki jih streljajo Ukrajinci. To pomeni, da je to zelo nevarno. Po drugi strani pa Američani neprestano drezajo v najbolj občutljivo kitajsko točko, to je pa od Tajvana. Tajvan, kamor so se umaknile čankajškove sile, potem, ko so propadli v državljanski vojni, ko je Ljudska republika Kitajska 1947 leta razglasila neodvisnost, je postal praktično de facto neodvisna država, vendarle Američani so se 1979 leta, ko so priznali navezali diplomatske odnose s Kitajsko, je Carter priznal, da je Tajvan sestavni del Kitajske. In Kitajci so bili s to ureditvijo relativno zadovoljni, dokler se sedaj ni začelo dogajati bistvene spremembe. Namreč ameriški predsednik Biden, o katerem ne vemo več, kdaj misli resno, kdaj ne misli, ker je očitno zelo senilni, v zadnjem času že 4-krat ponovil, da če bo prišlo do napada Kitajske na Tajvan, bodo se neposredno upletle ameriške vojaške sile. Praktično imamo nevarnost, da če bi v neki določeni krogi v Ameriki neokoni odločili za neko resni incident, lahko imamo vojno med Kitajsko in Ameriko z nevidženimi posledicami. Eno od vprašanja seveda v zvezi s tem je, v kolikšni meri sedanji ameriški predsednik še vodi Združene države Amerike. So velike razprave o tem in nekateri resni komentatorji
Ocenjujejo, da ga vodi vojaški industrijski kompleks, da je podal oblast nekaterim svojim sodelavcem, skratka, da je v glavnem lutka in v rokah določenih sil, ki pa poskušajo za vsako ceno zadržati ameriško hegemonijo. Naj se zgodi karkoli, ker prevladuje teza, da so ZDA danes še tako močne, da lahko porazijo Kitajsko, čez 10 let pa ne bodo več. To pomeni, tukaj imamo neko zelo nevralgično točko, ki lahko pripelje do svetovnega spopada in do jedrske vojne, in to pomeni konec civilizacije. Zaenkrat Kitajski absolutno, kljub temu, da je Kitajska avtoritarna država, tukaj ni nobenega dvoma. Razlika pa je v tem, da Kitajska svojega modela ne izvaža. Ona ne vpliva na nobene države in določa, kakšne sisteme bodo imeli pa vlade, medtem ko Američani se pa neposredno upletajo in zahodne države v Afriko, Azijo, Južno Ameriko in tako naprej. Skratka, tukaj je ta bistvena razlika in nekaj je pa zdaj ključno. Kitajcem ustreza to, da bi hočejo mir, da se bo Kitajska razvila, ker Kitajska kljub temu, da je narašča dohodek, če vi malo potujete ven izven Pekinga, bo izgleda tako kot na Kosovo, moram povedati. To ni, mi vidimo samo blišč, tisto, kar je na televiziji vidno, hiše, hitre vlake, vse to, absolutno Kitajska gre tako hitro naprej, kot nobena država, vendar ima še velike probleme revščine in tako naprej, in Kitajski ne ustreza, da bi prišlo do neke vojne, in drugič Kitajska, tudi če bi prišlo do neke vrste kitajskega hegemonizma, vsaka velika država je podvržena temu, to moramo priznati, tudi Kitajska, ampak ta hegemonizem nikoli ne bo takšnega tipa, kot je ameriški. Amerika je prvič ločena z dvema oceanoma, z dvema podložnima državama, ima relativno mlado prebivalstvo in tako naprej. Kitajska tega seveda nima. Kitajska ima države, s katerimi je okrožena 16 državami, z večino držav nima urejenih ozemeljskih vprašanj, 4 od teh držav imajo atomsko orožje in glavna stvar pa je, da njeno prebivalstvo se zelo hitro stara, tako kot evropsko. Vi ne morate z ljudmi, ki so 60 in toliko let stari, delati svetovne revolucije. To pomeni, kitajski hegemonizem, tudi če bo do njega prišlo, nikoli ne bo takšen, kot je svetovni ameriški oziroma zahodni. Kdaj bo pa prišlo do prelomne točke? Do prelomne točke bo pa prišlo recimo v 5 do 10 letih, ko bo Kitajska postala tudi po tehnološki plati tako razvita in kot so danes Združene države Amerike. Glede na to, da bodo zdaj na kongresu 20. in bo čez 16. oktobra se bo začel, sprejeli sklep, da bo Kitajska v naslednjem 5-letnem obdobju za razvoj znanosti in raziskovanja namenila 5% svojega družbenega bruto proizvoda, Američani namenijo nekaj 3, Evropa še manj. Če bodo to in glede na to, da jim njihov dohodek BDP stalno narašča, v parih letih bodo prehiteli Združene države Amerike in Zahod in tukaj bo prišlo do kraha. Kaj se bo zgodilo? Dejstvo je, da mi pripadamo svetu, ki izgublja. Že danes je to dejstvo to, da recimo iz Kitajske v Evropo vsak teden pride 20 vlakov s polno robo, nazaj grejo pa samo 3 polni. In sicer to s pršutom, francoskimi vini in nekaj medicinsko opremo. To pomeni, nimamo kaj izvažati. In tukaj se postavlja za Evropo vprašanje, kako naprej. Dejstvo, da so se evropski politiki tako sprijaznili z dejstvom, da smo postali popolni vazali Združenih držav Amerike, pomeni, da bomo samo nazadovali in da če bo šlo tako naprej, bo Evropa postala praktično nerazvita država. In to, kar se sedaj v Nemčiji dogaja s tem, da Evropska unija je sama sebe usledila v koleno z prepovedjo uvoza nafte, plina in tako naprej, prihaja do deindustrializacije.
Nemčije. Če pride do tega v Nemčiji, bo cela Evropa v krahu. In to je bistvena posledica tega, kar se dogaja. Moram pa reči, da evropski politiki, tudi naši, ki hodijo tam v Bruselj, lepo samo kimajo z glavami in nič se ne zgodi. Mislim, da bo prišlo do hudih pretresov letos tudi, če se bo kaj dogajalo v Nemčiji. In prebral sem, da so v Nemčiji vlada že dala predlog, da če Turčija ne bo uspela nemirov obvladovati, bo to storila nemška vojska. Skratka, tudi Evropa gre v smer totalitarizma, zmanjšanja pravic in cenzure. In vse se je tudi zgodilo že s to krizo COVID-a, da so uvedli tudi v Ameriki cenzuro. Vi imate nek bot za boj proti dezinformacijam, ki čisti vse informacije, ki prihajajo od agencij, kar zadeva vojno v Ukrajini. Podobno se dogaja tudi pri nas, tukaj v Evropi, pa tudi pri nas v Sloveniji na nekaj manj nižjem nivoju. Skratka, izgubljamo pravice, ki smo jih doslej imeli, in jaz mislim, da nas, na žalost, sem tukaj pa zelo pesimističen, nas čaka obdobje hudih pretresov, jaz sem na svetu, tudi v Evropi, pa upam, da ne tudi v Sloveniji.